To je za mene najboljši film, ki prikazuje vojno v Sarajevu. In to je to. Ne vem, kaj bi vam drugo povedal. To je Sarajevo, v katero jaz še zmeri verjamem in verjamem, da bo spet tisto moje Sarajevo, kakršno je bilo. Film je bil fantastičen. Moram priznati, da sem se tudi kar malo zjokala zraven. Pač bil je nabit s čustvi, sploh za tiste, ki smo fani Iron Maiden. Poleg tega mi je bil pa en čudovit, težko je reči čudovit, ampak zelo dobro opisan zgodovinski spomin. Pri enih običajnih filmih pač je neka glasba, ki podpira neko zgodbo. Tlej pa tako, zgodba je enako močna, pa muzika je enako močna, ne? In to je po mojem pri glasbenih filmih, v takem pravovernem, nekem polnem smislu res najlepše, no, tako bi rekla. Tako da, naj se rola. Dobro povedal, kako je šel Bruce v največjem obreganju Sarajeva, kar noben drug nima jajc, tako da vsakemu čast. Zdi se mi, da je zelo dober premišljen preplet zgodbe in glasbe, zaradi tega, ker dejansko glasba, kakor ponavadi v filmih, vpliva na to, da v bistvu tam, kjer so te čustveni trenutki, jih pol tako z besedilom, kot tudi s to samo pompoznostjo, ki jo pač Maideni imajo v sebi, ta epskost, dramatičnost, v bistvu pol sam še malo bolj spodbudi. In pol v bistvu, ko že hočeš iti v nek ta bolj fantazijski, domišljijski moment, ki ti ga lahko glasba ali pa neke zgodbe pa ustvarijo, te potem ti arhivski posnetki nekako spravijo na trdna tla in te spomnijo, da se je to vendarle res dogajalo, ne? Da ni to zdaj neka izmišljena pravljica. Ali nisem nikoli vedel, ali se pa ne spomnim Brucea Dickinsona v Sarajevu. Jaz sem pač prišel šele, ko je bilo vsega konca, na slavni koncert U2 na stadionu tam, ampak takrat je bilo še tako precej preluknjeno mesto. To je bilo pa res, mislim, zelo dobra zgodba, no, res. Upam, da se bo ta festival obdržal, zdaj glede na obisk zgleda, da se bo. In upam, da ga bomo imeli tudi naslednje leto tukaj, no.